In potem sva imela s Tomažem Bursanom, seveda nora, kot sva bila, sva takrat rekla, da bomo naredila silvestrsko oddajo in začeli smo jo snemati 24. decembra. Jaz nimam nobenega profila na TikToku od manjke, pa jih je ne 20 gor, pa nobeden ni moj. Ljubezen do filma mi je privzgojila stara mama, očetova mama. Po kom si duhovitost pojerbal, po kom lepoto? Sta moja starša v mojih očeh en velik ideal, kar se tiče medsebojnih odnosov med dvema človekoma. Kar se tiče pa zgodbic, jih pa pobiram med ljudmi, ne. Vedno, ko grem na nastope, mi kdo kakšno tako anekdoto ali kaj takega zaupa in to je zame samo material za naprej. Pač človek je plitko razmišljal glede na moj priimek, kaj bo ta čefur delal slovensko narodno zabavno muziko, saj jo bo vendarle uničil. Vse na ič je za nič, razen Džukić in Prašič. Tokratni gost je slovenski slovenist, humorist, filmar, igralec, režiser, prostovoljec, pevec, pisec besedil za zabavno glasbo, ljubitelj filmov, še posebej tistih o Jamesu Bondu. Sem kaj pozabil? Atlet? Mislim, že ta najava je izjemna, ne? Sašo Džukić, ja, seveda. Mogoče, Igor, si pozabil samo še eno stvar, če že ravno vse naštevamo, tudi stotnik Slovenske vojske v rezervi. Tudi tam pridemo. A imamo tudi to? Aha. Dobre, evo. Koliko VHS kaset si imel? To je pa zelo vprašanje. Ja, kot hrček, ne? Po naturi, ne? Eni so v znamenje bika, leva, jaz sem hrček, ker pač hrčkam. Teh videokaset je bilo nebroj, ne? To je, zdaj številke ne poznam. Jaz sem nazadnje sledil te, ko si imel 3500 jih. Ja, ampak jaz tega več nimam, ker sem tu vse potem bodisi presnel ali zavrgel ali pa zamenjal z DVD-ji, ne? Zdaj tudi DVD-jev več nimam, ker sem to vse digitaliziral. Skratka, ogromno imam enega dela skupaj z razvojem digitalne tehnike v vesolju, ne? In ob vsem tem, kar si in kar počneš, imaš še vedno čas gledati filme? Tako je. Zdaj, mogoče filme zadnje čase malo manj gledam kot prej, raje vzamem v roke kakšno dobro knjigo. Tako da pogledam na teden recva kakšna 2 filma. No, tako. To je tako v redu. Ja, knjigo preberem pa eno na teden, no. Kar je pa v bistvu, glede na to, da branje knjige traja malo dlje kot ogled filma, se mi zdi pa tudi kar v redu, ja. Zdaj s filmom oziroma z gibljivimi slikami si se aktivno prvič srečal v gimnaziji, z gimnazijsko kamero, ne? Res je. Res je. Ljubezen do filma mi je privzgojila stara mama, očetova mama, s katero sem preživel zelo, zelo veliko časa, dobršen del svojega otroštva, ker sta starša delala več ali manj skozi. In že zgodaj sem začutil, da bi pa tudi jaz mogoče se pa s tem ukvarjal, ne. Že v 5. razredu osnovne šole sem pisal na, zdaj je JSKD, včasih se je mogoče to malo drugače imenovalo, gospa Staša Vovk je bila takrat tamta glavna, sem ji pisal, da imam en krasen scenarij. Mislim, da je bila to Zveza kulturnih Zveza, tako. ZKD. ZKD, ja. In sem ji pisal kot petošolec, da imam pa jaz en scenarij, naslov scenarija Zaljubljena žena, še zmeraj nisem tega ekraniziral, te zgodbe pa se mi zdi zelo fajn. In sem rekel, bi to jaz rad posnel in seveda, ja, kaj naj mi reče drugega kot, jaz ti ne morem denarja priskrbeti, ker moraš pokazati, kaj si do zdaj že naredil, ne? In potem sem ugotovil, da je življenje en začaran krog, ne? Ker nisem naredil prej še nobenega filma, ne morem dokazati, da jaz to znam narediti, ne? In takrat sem že začutil, da manjka neka organizacija, društvo, združenje, karkoli, ki bi dala zagon oziroma prve možnosti potencialnim bodočim filmarjem. Moramo vedeti, da v 80. letih še ni bilo filmskih krožkov, ni bilo še računalnikov, bila je AC montaža, redko dostopna videotehnologija. Če si hotel filme snemati, si moral snemati na 8 mm ali, če si imel že srečo, 16 mm trak. Torej, ni bilo take možnosti, kot je danes, ampak sva Staša ostala prijatelja, me je vzpodbujala in me je seveda pošiljala ves čas na izobraževanja filmska.
In v gimnaziji si prišel pa do videokamere. Ne? Tako. To je bilo pa v Taka drugem letniku. škatlasta, ono prav. Res je. To je bil pa drugi letnik gimnazije. Vasja Fujs je bila ravnateljica, profesorica nemščine, ki je takrat kupila kamero točno takšno, kot jo je imel Marty McFly v Nazaj v prihodnost, uspešnici iz leta 85 Roberta Zemeckisa. In to kamero je ona zaupala meni in Sašu Stojanoviču. In midva bi morala s to kamero in tudi sva snemati dogodke, ki so se dogajali na šoli in okoli šole, se pravi v mestu, v šoli, razne prireditve. In to je bilo nama sila dolgočasno, ker sva želela ustvarjati, sploh jaz. Še en medklic vmes, velika škoda se je zgodila potem kasneje pri prenovi gimnazije, ker so se vsi ti posnetki izgubili. To je grozljivo. Ampak smo začeli seveda takrat ustvarjati svoje filmčke tudi. Od teh, če ne ta prvi, bil nekaj v slogu Terminatorja. Ta je bil v bistvu že tretji. Kako se mu je reklo? Ja, to je bil Mama manjka 3, Terminator 2. Aha, Terminator 2. Ja, tako. To je bil v bistvu film, ki je bil posnet, preden je sploh Terminator 2 obstajal. Ne? Ja, zato je bil Terminator 2, ker če bi Terminator 2 obstajal, bi bil Terminator 3. Tako. Zdaj, omenil si sicer imamo mamko, pa bova šla mami manjki malo poznaj. Dobro. V glavnem, s to kamero gimnazijsko si ti leta 90 pa na glavni trg prišel, ne, se povzpel v drugo nadstropje tamkajšnje hiše, kjer je bil tudi Dolenjski list, ne, na televizijo Novo mesto in začel sodelovati z Marjanom Muškonom. To je bilo že 89. Dušanom Pezlem. Pezlem. Ni bilo 89. Ko mi smo začeli televizijo 90. 89. Deva to preveriti, da se ne bova skregala. Ja. Franci Kek, Dule Pezel, tam so se začele MKC TV, malo poznaj čudovite zgodbe. Ja. Kaj ti je dalo pa to obdobje? Ne? Se pravi, tak preskok iz gimnazijskega krožka na neko sorazmerno resno televizijo, ne? To je bila izjemno resna televizija. Mi moramo vedeti, da je vaš kanal prva lokalna televizija na področju vzhodne Evrope, ne? Takrat, ko je prvič začela... Prva nenacionalna. Tako, govorim lokalna, ne? Ko je vaš kanal začel oddajati, je v tem poročal CNN. To je ogromna in velika zgodba. In Marjan Muškon, kot idejni vodja oziroma oče tega, je dal vsem nadebudnežem iz Novega mesta in okolice takrat priložnost. In zato sem mu neizmerno hvaležen. Enostavno je bil moj zelo, zelo velik mentor. Vse te moje nore ideje več ali manj podpiral. Seveda moram tukaj povedati, da veliko srečo sem imel, da je tudi njegov sin, Jurij Muškon, moja generacija oziroma en let je mlajši, da je tudi on imel te nore ideje in pa seveda še moj zelo dober prijatelj Franci Kek, ki je imel pa tudi te nore ideje in nekako smo skupaj uspeli ustvariti to, kar je danes že zgodovina. Ne? V bistvu vseh teh Milice in teh filmov ne bi bilo, če ne bi bilo... Bilo vašega kanala in Marjana Muškona. In če ne bi tam srečal Francija Keka, ne? To pa definitivno, ja. Ki je bil podobno duhovit kot ti. Ja, Franci Kek je predvsem izjemno inteligenten. On je izjemen improvizator, izjemno razmišljajoča oseba. Franci Kek je v mojih očeh en tak genialc. No. Pa tudi zelo empatičen človek. Izjemno. Človekoljuben. To brez dvoma. On je v superlativih, no, ko govorim o njem. In sreča... In se super ujela, ne? Ja, in še danes sva zelo dobra prijatelja. Res tako, slišva se enkrat na teden, no, zagotovo. In tudi srečujeva se tako ali drugače. Jaz se vedno nam spomnim, on name, takrat, ko je treba kakšno stvar ušpičati. Hočem reči, Franci Kek je takrat ugotovo in našel enega tazga malo hecenga srednješolca v Novo mesto, ki hodi okrog z neko kamero, pa nekaj snema in je tam neko mamo se oblač, ne, in je on rekel, jaz bi pa to rad potegnil k sebi, ker takrat je pa Franci Kek prevzel MKC TV
To je bilo takrat najprej MKCTV kot Mladinski kulturni center, on je pa to Mala preimenoval v klinika. Malo kliniko cinizma in takrat je seveda on potreboval ta trust, te možgane, ki bodo ustvarjali ta program in v sklopu MKCTV-ja sem jaz potem takrat začel tedenske skeče delati. Ne. Začeli smo s kliniko 94. To je bilo tako, ko bi danes. To je nekaj neverjetnega. Ne? Danes recimo mi vidimo recimo na YouTubu ali pa ne vem, na teh TikTokih, vidimo te neke spletne nadaljevanke, ki traja 1 do 3 minute in to dajo vsak mesec, vsak teden gor. To smo mi že takrat začeli, samo da ni bilo še interneta v tej meri razvitega. Mi smo vsak teden delali 3-minuten skeč, ki pa sem ga jaz tako kot scenarist si zamislil, da je del zgodbe, vsaka samostojna enota je kot enota, če jih postaviš pa skupaj, je pa to film. Ne? In to je bil recimo ta projekt Klinika. Na koncu smo naredili 1,5 ure dolg celovečerni film, ki je v bistvu prvi, lahko rečemo, ta nek amaterski film, tudi na Slovenskem. Brezproračunski. Brezproračunski. Ne nizko proračunski. Ja, to danes rečejo no budget film. Ja. No, potem pa naprej, ne, se je to nekako nehalo. Tvoja povezava s Tomažem Borsanom je pripeljala do nečudovite glasbene oddaje, poimenovane Atlantis, v katero, kjer si postal ti kaj, scenarist, režiser, producent, snemalec, montažer, vse. Še pel si. Tudi to, ja. Pa pripeljal si tja noter dve čudoviti dami, Katarino Čas pa Oriano Girotto, ja, tako. Ki sta v bistvu čez to oddajo prišle to je njuna odskočna deska. Na sceno. Ne? Tako. Ja. To je bilo v bistvu ena fenomenalna zadeva. Kako je sploh do tega prišlo in v bistvu to je tudi na tvojo kariero strašno vplivalo. Zelo. Bil je december 96. Kanal A je imel razpis, kdo bo naredil silvestrsko oddajo. In v zadnjem hipu je tista ekipa, ki bi morala delati silvestrsko oddajo, odpovedala. Oddaja je bila pa potržena strani enega velikega sponzorja in je rekel ta sponzor, če oddaje ne bomo mi sodelovali več. Ne? In potem sva imela s Tomažem Borsanom, seveda nora kot sva bila, sva takrat rekla, da bomo naredila silvestrsko oddajo in začeli smo jo snemati 24. decembra. Celovečerno silvestrsko oddajo za Kanal A. Jaz sem takrat naredil scenarij, Andrej Blažon, izjemen umetnik, arhitekt, slikar, je izdelal scenografijo. In naredili smo pilotsko oddajo, v kateri... Tudi Novomeščan, ne? Tudi Novomeščan, seveda, njegov oče je tudi izjemen arhitekt, ki tako je pol blokov v Novem mestu postavil. Tako kot Tomaž Borsan, ne? Tako. Seveda, vedno smo sodelovali Novomeščani, ne? To je pa en poseben fenomen v vesolju, ne? Enkrat Novomeščan, zmeraj Novomeščan. In hočem reči, da takrat smo naredili praktično v nemogočih pogojih še v KC Janeza Trdine, ki takrat še čakal na prenovo, ni bil še takrat v funkciji, v spodnjih kletnih prostorih smo postavili en tak impozanten studio, ki je bil dejansko notranjost podmornice. Vesna Milek, ki je bila morska deklica, ki je poslala na zemljo na silvestrsko najdaljšo noč svojega vojščaka iz te Atlantisa, Sašo Bole, človek z bombami, Bombe je njegova glasbena skupina, bila takrat, on je Ljubljančan. In mi smo naredili to oddajo, se pravi, te dele z Vesno Milek in potem seveda v ljubljanski eni diskoteki še te glasbene nastope. Oddaja je bila tako zelo uspešna, tako zelo gledana, tako zelo drugačna, da je že januarja prišlo naročilo strani Kanala A, da se oddaja nadaljuje kot tedenska oddaja. In vse ostalo je potem zgodovina. Zdaj, samo še, da odgovorim, da ne grem v detajle, zakaj je bila oddaja tako priljubljena in tako zelo drugačna. Moramo vedeti, da do takrat je na televiziji obstajala zelo strog televizijski jezik. Ne? Kamera na stativu, premik, švenk, levo, desno, zoom in zoom out in tako naprej. Zelo okorno. Jaz sem pa otrok MTV-ja, ki sem videl marsikaj drugega kot to, kar nam je prikazovala nacionalna televizija. In kaj sem naredil? Čeprav so bile včasih 4:3 format, ne?
sem jaz naredil umetno zgoraj rob, se pravi kino format, efekt. ja. Vsak drug frame sem zamrznil, da sem dobil to gibanje, kot je v filmih, se pravi majčkeno drugačno gibanje. Barve sem pojačal, se pravi več barv in dal po vsakem segmentu v oddaji jingle Atlantis. Se pravi, pa še nekaj, kamera, ker je bilo to dogajanje v podmornici, se je ves čas premikala in zibala. In zraven dve atraktivni dekleti, kot sta Katarina in Oriana. Ja, to je nekaj, kar je bilo usvojeno na uspeh. Dejansko je bila oddaja majčken odgovor na Dario Divjači, mislim, da je bil na Koperka pod Istrija, ki je imel glasbeno lestvico, ampak to je bil pa korak naprej, ne, ta oddaja. Autopresione, ne? Ja, tako. Njegova oddaja, ki so jo cela Italija dol do... Točno tako. On je imel video lestvico, ne vem, kako se je točno... Pa malo več vekov. Ja, no, ampak tle smo imeli pa ne enega tipa kačveka, ampak dve res lepi dekleti, krasna, atraktivna kamera, dinamika, polurna oddaja z muziko, ki je aktualna in Pustimo zdaj to, da ne bomo se samo o Atlantisu pogovarjali, v bistvu tukaj je šlo za pop glasbo. Tako. Ne, to je neke vrste tvoja glasba, tudi funk recimo. Ne? Funky music je bolj moja glasba. Ja, no to, sodeč tudi po tem Mama je seksi ali nek tak naslov. Mama z Rokotočec fanti je ta projekt, ja. Ja, in to je čudovit funk, wah, padali in vse te zadeve. Sekanje s kitaram, ne, po ritmih. Kako si ti se premaknil v narodno zabavno glasbo? Mislim, iz teh žanrov, ki vem, da so ti blizu in da si jih poslušal, ne, narodna zabavna glasba. Več je dejavnikov, ki so botrovali k temu. Jaz moram reči, da sem imel vedno to srečo v življenju, da sem zelo dobre mentorje okrog sebe. Ne. In tukaj zdaj vstopa v moje življenje Jože Potrebuješ, ne, ki je eden največjih promotorjev narodno-zabavne glasbe v državi, ker on je naredil en krasen, lahko rečemo temu, eksperiment. Ne. Narodno-zabavna glasba ni bila nikoli tako popularna kot takrat, ko je on začel delati svoje oddaje, ker kaj je naredil? Eno genialno zadevo. On je imel v oddaji polovico pop izvajalcev, se pravi ti, ki niso narodno-zabavni, in polovico narodno-zabavnih. In ko si imel ti v neki oddaji ene in druge, si dal obema enako veljavo. Se pravi, on je s tem dal enako veljavo narodno-zabavni glasbi kot zabavni glasbi. In takrat se je začela ta glasba vzpenjati. Druga stvar je pa ta, da je popularnost lika Mama manjka zelo naraščal in ljudje so hoteli nastope. In jaz sem vedel, da ker hočem imeti več nastopov, da jaz ne moram tam 1 uro sem govoriti in sem začel delati glasbo narodno-zabavno in takrat sem imel od takrat naprej, se pravi govoriva od leta 2000 dalje, med svojimi nastopi tudi te hudomušne pesmice. Ampak teh pesmic ni bilo, jaz sem se vedno zavedal, da kraja je nekaj grdega in nisem mogel kar nekaj ukrast, to, kar danes počnejo, pa tudi moje stvari, jaz nimam nobenega profila na TikToku od manjke, pa jih je 20 gor, pa nobeden ni moj, ne. Pa nihče me ni vprašal za dovoljenje, ali lahko moje posnetke objavi, ampak pustva, to je že druga sfera. In sem seveda začel ustvarjati tudi narodno-zabavno glasbo, ki pa sem jo ustvarjal kot nekdo, ki je dotlej ustvarjal pop glasbo oziroma funky music. Pa tudi rockersko glasbo. Zato je bila moja narodno-zabavna glasba nekoliko drugačna. In sem seveda takrat tudi strani nekaterih veljakov iz Novega mesta, pa ne bom šel po imensko, ker se nikomur ne bi rad zameril, prejel zelo, zelo ostre kritike, češ pač človek je plitko razmišljal glede na moj priimek, kaj bo ta čefur delal slovensko narodno-zabavno muziko, saj jo bo vendarle uničil. Ne? Ja. Vse na ič je za nič, razen Džukić in Prašič. Čigavo je to? Ne vem, ampak to si mi že večkrat povedal, če ni celo tvoje. A moj oče je to rekel? Oče je tvoj mi povedal, to že, si bil še dosti majhen takrat. No, dobro, ja. No, lepa, moram potem to povzeti. Ja, tvoj oče je bi rekel, zaljubljenec v vojsko, navdušen vojak, ne, bil tudi predsednik območnega združenja Zveze častnikov. Ja, tako, ja. Ne? Tvoj brat je vojak. Ne? Kako daleč si pa ti prišel na tem področju? Ja, jaz sem pa tako daleč prišel čisto ne po svoji volji. Enostavno sem se hotel ogniti vojaščini.
In zato sem kar študiral, pa sem že zdavnaj dokončal študij, pa sem pa še kar študiral, pa še kar nekaj dodatnega študiral. Sem zato, da bi prišel do tiste magične številke 27, ko ti ni treba več iti v vojsko. Ampak je seveda moj oče to opazil in pri 25, ne, še dovolj zarana, rekel sin, ja, vojska, ne? Ja, oče, lej, ne bi, ne? Ja, pa bi, ne? Ja, pa ne bi, pa bi. In sem rekel, lej, tu je edina stvar in zadnja stvar, ki bom še naredil, pa mi pa nekaj v življenju težiti, ne? Tu bom še šel. Zdaj pa, da bo šel 25-letnik z 18-letniki, meni bi se totalno zmešalo. In sem potem seveda izbral opcijo malo bolj zakomplicirano, vojaška akademija. In sem šel torej na ŠČVE, šola za častnike vojnih enot. In sem potem počasi prilezel tudi s temi orožnimi vajami do tega čina stotnika v rezervi. Stotnik si. Tako. Ko smo pri tvojih starših, po kom si duhovitost pojerbal, po kom lepoto? Zagotovo duhovitost po očetu, zagotovo. Lepoto pa po mami, ne? Moja mama je bila pregovorno lepa, ne? Ja, in ko je tvoj oče je osvojil, ne, je bilo pol mesta iz tiste generacije fantov jeznih na tvojega očeta. Videti ga niso mogli, ker jim je speljal najlepšo punco baje. Ja, res je, to se govori. Oče in mama sta se srečala v gostinstvu, oba gostinca, oče je bil takrat, mislim, da šef strežbe na Bregu, mama je takrat bila še v srednji šoli in potem kasneje bila tudi ona vodja strežbe na gostišču na trgu. Ja. Tako, ja, tam je ta ljubezen vzplamtela in moram reči, da do materinega slovesa leta 2020 3 leta nazaj, ne? 5 let že. Ja, zdaj je 25 let. Tako kot tisto, kdaj je bilo leto 2019? Lan mendel neki. Ja, tako, no, glavno, do materinega slovesa sta moja starša v mojih očeh en velik ideal, kar se tiče medsebojnih odnosov med dvema človekoma. Ona dva sta bila od prvega mojega zavedanja do njenega slovesa zaljubljena. Si bil ti kdaj zaljubljen? Jaz sem vedno zaljubljen. Vedno. Resno mislim v življenju, ne? Ja. Seveda, absolutno, to se tudi dogaja, ne? Tudi enemu takemu robotu se to zgodi, ne? Ampak hočem reči samo to, da pri mojih starših je bilo to res izrazito, zato je tudi očeta potem materina smrt zelo, zelo pretresla, ampak moj oče ne bi bil moj oče, če ne bi bil res močan, trmast, lev po horoskopu, človek, ki se je pobral in sem danes izjemno srečen, da je znova na tistih tirnicah, kot je bil takrat, in je zelo aktiven pri združenju borcev, aktiven je pri raznih aktivnostih, organizira izlete, tudi za otroke ima predavanja na temo 2. svetovne vojne, hodi, potuje okrog, ima družbo. Tako skratka, lepo ga pozdravi. Ga bom. Gremo naprej, ne? Na še eno tvojo pomembno dejavnost, za katero imaš zdaj bolj malo časa, ne, v čas prostovoljstva. Nekako prek vsega teh humanitarnih dejavnosti si konec koncev tudi svojega idola spoznal, ne, in ga vključil v en svoj film. Tudi, ja. Ne. Pa malo počakamo s tem še, v prostovoljstvo si prišel precej mlad. Ne. Za časa vojne, teh balkanskih vojn, si se vključil v pomoč tem beguncem v veliki meri. Čeprav gre to še mečken bolj nazaj, ne? Jaz sem že tudi kot otrok hodil že od 5. razreda naprej v pionirske delovne brigade. Tam se je pri meni že vzbudilo ta ljubezen po bratstvu in enotnosti, potem, da smo vsi ljudje enaki na svetu, potem, da je raznolikost nekaj, kar nas bogati. To sem takrat spoznal, ker sem spoznaval seveda vrstnike iz cele bivše republike, torej iz Jugoslavije. In potem kasneje sem bil tudi vedno prostovoljc pri Janezu Pavlinu v taboru Mojca. Smo te šotore postavljali vsako leto. In ravno zaradi tega je pa potem mene takrat opazila Branka Bukovec,
tudi dama, ki jo izjemno cenim in jo izjemno spoštujem, to je ženska, ki ne vem, zakaj še nima Nobelove nagrade, ne vem, zakaj nima še vseh priznanj na temo človekoljubja v tem vesolju. To je ženska, ki je svoje življenje podredila drugim, ne, in mečkam pozabila nase. Še ga podarja. Ja, še vedno. Ravno v času tega pogovora, zdaj, ki sem jo pogovarjal, včeraj sva bila na večerji in sva se pogovarjala, mečkam obujala spomine in ona ima še pri svojih 70-ih, letos bo 71, še kar ideje, kako bo ona še rešila svet, v glavnem neuničljiva. Ona je Terminator, Robocop in Bulldozer v eni osebi. In ona je seveda mene takrat povabila k sodelovanju. Nastalo je Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Ena zelo, po mojem mnenju, pomembna nevladna organizacija na Dolenjskem oziroma v Novem mestu, ki je bolj pomembna, kot si nekateri želijo dopustiti vedeti, ne. To je, moramo vedeti, ne, da v nekaterih drugih mestih nimajo te sreče, da imajo Branko Bukovec, pa da imajo DRPD, kar pomeni, da je tam, predstavljava si, pride avtobus nekih otrok iz nekega vojnega območja in če jih nihče ne sprejme, ne spravi na pravo pot, kaj postanejo? Delinkventi, postanejo prestopniki, postane vse to, kar si naša družba ne želi. Zgubijo se in mi jih zgubimo. Tako. V Novem mestu je pa zgodba popolnoma drugačna, ne. Te ljudi DRPD prestreže, tu zdaj tako zelo posplošujem, da se razumemo, ne, in seveda ima z njimi psihosocialne delavnice, jih nauči, moja funkcija je bila takrat kot študent slovenistike, da sem jih učil slovenskega jezika. Ne. Pa kotalkanja. Tudi to, no, tudi rolanje je bilo takrat popularno, jaz sem šel takrat na tečaj v Barcelona, kjer smo se pač naučili prve 3 faze, kako jim to približati, kar je bilo takrat popularno, ne. Vedno smo poskušali narediti tako, da smo se skozi igro prišli do nekih rezultatov, no. Ampak hočem reči, od teh otrok, ta prvi val beguncev iz Bosne, ki so prišli sem, jih je recimo 50% ostalo v Novem mestu in imajo danes družine, službe, so danes Novomeščani. No, mogoče najlepša zgodba je pa zgodba o deklici Aidi. Ja, res je. Aida je, to je eno tako srčno bitje. Ona je prišla v Slovenijo kot begunka. Ja, z bratom sta prišla. In potem se je vrnila nazaj v Bosno in je prišla naslednjič v Slovenijo kot primadona Sarajevske opere. In je na festivalu Ljubljana na Kongresnem trgu pela naslovno vlogo opera Aida. Točno tako. Ona je kot največja zvezda. Ja, ona je, in če ne bi bilo Branke? Ne bi bilo Aide, verjetno, no. Ampak hočem reči, jaz se te deklice spomnim, ona je prišla, ne. No, kljub temu, da je te vse vojne grozote doživela, ona je bila polna optimizma. Njo je reševala njena pesem, njene sevdalinke, njen glas, njena duša. Ko je ona med temi otroki zapela, zdaj mi grejo solze. Kakšna čustva so prišla ven, kako je to privrelo na plano. In ona je s to pesmijo osvobajala. In živi še danes s tem. In moram reči, da ima veliko nesreče v življenju, pa se strašno dobro bori z vsem. Ja, res je, ne bova šla v detajle, ampak hočem reči, krasna punca, Aida. Ja. Pejmo k mami mamki. V bistvu, to se je bolj kot ne naključno prišlo do tega v gimnaziji, ne? Kako? To se upada z nakupom kamere JVC-jeve, že omenjene, škatlaste, rdeče, VHSC sistem. Ko pač sem želel kaj več narediti, kot samo snemati dogodke na šoli in okoli šole, in sem takrat naredil scenarij. Jaz sem meški otrok. In kot meški otrok mi je bilo zelo zabavno, kako govorijo in kako se obnašajo in kako se oblačijo tisti iz podeželja. Straža, od koder moja mama izhaja, Šentjernej in tako naprej, okolica, Podgorje. In zato sem ustvaril ta nek karikiran lik, Manjka ime sem si sposodil iz romana Strici so mi povedali, Miška Kranjca, ki smo ga ravno takrat brali. Manjkica je bila noter. In podobo sem pa vzel in govor po kaj
kaj je bila to? To je bila pa od moje stare mame svakinja po njej iz Dulne straže. In je dejansko, nisem želel jaz nikoli tega lika upodabljati. Nikoli. Nisi bil ti predviden za ta lik, ti si iskal nekoga drugega. Jaz sem iskal nekoga drugega. Tudi naš Robi Erjavc je bil na audiciji. Tudi njega sem oblekel v te cujne, ampak nekako nisem bil zadovoljen. Jaz nisem bil zadovoljen, ker smo to snemali, ker smo delali, ker ta pravo audicijo smo na gimnaziji naredili. In jaz nisem bil zadovoljen. In pa so me imeli polno aktovko, poln kufer, in so rekli, dej pa ti se nahamlej, pa pokaž, koga bi sploh rad. In sem jaz seveda se nahamljal in pokazal, koga bi rad. In ko sem to pokazal, sem toliko padel noter v ta lik, da sem pozabil, da obstajajo v tisti učilnici še drugi ljudje. In ko sem nekako prišel k sebi, sem videl, da vsi krohotajo in se režijo in ležijo na tleh in se za trebuh držijo in da jim je bilo to blazno smešno. In potem je seveda obveljala, ja, ti boš ta manjka. In tako je to ratalo. Veš, da mama manjka dobila eno prvo nagrado? Ne. Na lanski Maškaradi. Ja, to sem pa slišal. Ja, res je. En fantek, se je oblekel v manjko. Ti sliko poslal. Ja, tako. Dobar. Zdaj, tle povezano z mama manjko sta dve stvari. Ena stvar je ta tvoja duhovitost, novi štosi, ki jih a to sprot produciraš, ali imaš to že prej premišljeno, pa naštudirano, pa pred špeglom? Ne, tako kot je ta lik spontano nastal, tako se tudi spontano razvija. Lik je popolnoma drugačen, kot je bil pred 37 leti. Je dodelan, odpravuje večino napak, ki jih je imel takrat. Kar se tiče pa zgodbic, jih pa poberam med ljudmi. Vedno, ko grem na nastope, mi kdo kakšno tako anekdoto ali kaj tazga zaupa in to je zame samo material za naprej. Je pa res, da je ta lik že moj alter ego, tako zelo globoko ukoreninjen vame, da ko se pač napravim v to manjko, Sašo zgine. In jaz sem lahko programa 3, 4, 5, 8 dni ukep, ves čas. Tako da to je ta improvizacija, seveda 37 let, kot sem rekel, lik z najdaljšim kontinuiranim stažem humorističen v Sloveniji. Zdaj pa druga stvar, ki se pa meni zdi v bistvu še bolj pomembna kot ta humor in to, da si ti z likom mamke praktično edini, ki v javnem nastopanju, se pravi, ali na odru, filmu, v gledališču in tako naprej, zna uporabljati dolenjski dialekt. Brez napake. Ali straški, ali podgorski, ali grosupeljski, brez napake. Ker tudi, če vidiš Dolence, ki igrajo v filmih in naj bi v dialektu govorili, je to grozota. Ja, to smo nedavno v eni televiziji. Pri tebi pa ni napak. Ti govoriš točno tako, kot govorijo ljudje v nekem kraju na podeželju. Poznam odgovor na to. No, ajde, da ga slišim. Kot slovenist, se pravi, obvladam zborno slovensko izreko. Kar pomeni, da slovenščina načeloma izhaja iz Rašce na Dolenskem, odkoder izhaja Primož Trubar, zapisnik prvih slovenskih besed, se pravi, z vsemi pravili in tako naprej. In dejansko jaz, ko govorim v narečju, upoštevam slovnična pravila. In samo na ta slovnična pravila obesam melodiko tistega kraja in tiste okolice. In to je to. Ker recimo nekateri se pačijo in mislijo, da ko pride pred mikrofon kot prvo, kar zgubi, svoj elementarni govor in kar naenkrat ni, recimo, tu vidimo na teh raznih televizijah ali pa te začetnike, recimo napoved vremena reče, danes popoldne bo, normalno bi jaz rekel, danes popoldne bo sončno vreme z rahlimi padavinami. Ko pridejo pred mikrofon, oni kar nek cmok dobijo, danes popoldne bo sončno vreme z rahlimi padavinami. Mislim, zakaj moraš postati debil, če lahko govoriš tako, kot se govori? To je prva stvar. Druga stvar, želi, ker nima znanja slovničnega, pravorečnega, želi govoriti pravilno, pa govori narobe. On bo rekel namesto, 7 je teh glagolov,
se pravi goreti, noreti, viseti, hoteti, veleti in tako naprej, ki imajo premični naglas na osnovi. Se pravi, veleti, velel, želeti, želel, ne? Ni želel. Ni želel, ampak ko nekdo hoče pravilno govoriti, on, Dolenc, ali pa vsak, bo doma po domače rekel kaj? Ne bo rekel želel, ampak bo rekel želu. Ne, rekel bo hotel. Ne, ampak če smo pri tej besedi, bo rekel, ali pa goru, bo rekel goru, ne? Ja. Kozuc je goru. Ja. To je bolj prav, kot da bi rekel, kozolec je gorel. Ampak nekomu nepoučenemu se ful bolj učeno sliši, da reče, kozolec je gorel. Ne, kozolec je gorel. Ne? Ampak, če rečeš ti kozuc je gorel, je bolj prav, kot kozuc je gorel. Ja, ja. Ne? In tako bo narobe govoril dialekt, o čemer govoriš, bo rekel, ja pa kozuc je gorel. Ja, ni gorel, ki je gorel. Ne? Točno tako. Ja. Bravo. Si javna osebnost. Hote ali ne hote postal, je to zate... Breme. Je to zate veliko breme? Zelo veliko breme. Jaz nikoli nisem želel postati, vidiš, želel, ne? Ne želel, ne? Ja. Želel, pa sem po novomeško povedal, ne? Nisem rekel želel ali pa želel. Želel, ne? Nisem nikoli si tega želel. Ker enostavno imam zelo rad svojo zasebnost, svoj božji mir, zelo rad imam to, da se ljudje ne vtikajo v moje življenje, da me pustijo primer, jaz samo vam dostavim to, kar želite, zabavo, dostavim vam domislice, potem, ko pa jaz seveda ugasnem luč, me pa pust primer, ne. In to je zame breme, breme je pa tudi zaradi tega, ker ja, z razno raznimi mediji. Ne? Prvič se mi je to zgodilo, ko je Janez Pavlin, novinar takratni Dolenjskega lista, je mene poslikal v mestu. Jaz sem se po mestu sprehajal, to je bilo tam enkrat 92, 93 in on mene pokliče, jaz se obrnem in on mene fotka. In je nastala ena fotografija, kjer je takole presenečena in je bila v Dolenjskem listu objavljena pod naslovom članka. Naslov je pa bil, kdo je klepetava mama manjka. In takrat je on pokazal mojo sliko prvič v Dolenjskem listu in me razkril. Do tistega trenutka, se pravi rečeva tam do 93. Mogoče, da je bilo to tam nekje 94. Ljudje niso vedeli, da je to en fant, ki se skriva za tem likom. Oni so mislili, da je to res ena mama. Sej veliko ljudi ne boš verjel, še vedno to misli danes. Ne? Pravilno ja, mislijo. in jaz tudi zelo ločem ta lik od sebe. Jaz imam dva profila na družbenih omrežjih. Ne? Enega Sašo, enega Manka. Jaz nikoli ne mešam ničesar. Ne? Vedno strogo to ločem. Ampak hočem reči, ja, in ko so ljudje ta obraz začeli prepoznavati, da je to ta Manka, ne? Mimogrede med klic, ustvaril sem vmes še 20 zelo krasnih likov in ko se jaz pojavim kot milicist, ko se pojavim kot veživalka Romina, ko se pojavim kot doktor Štolc, ko se pojavim vse, olej, mama manjka. Ja, pač tako zelo globoko je to zakoreninjeno in tudi, kar me blazno moti, ko grem jaz v neko trgovino, ljudje buljo vame tako, zakaj ne buliš v enega avtomehanika, zakaj ne buliš v trgovko, zakaj moraš vame buliti in buli vame in potem, ko vidim, da ga pogledam, se seveda nasmehne in kaj ne drugega naredim, kot da nasmeh vrnem, ampak me pa zelo pogreje, ker reče, mama manjka, ne, Sašo, ne, v bistvu, ampak ja, imam enega od likov, je pa ta manjka, ne, ampak s tem sem se zdaj sprijaznil, autogeni trening, in seveda živim s tem in seveda... Poleg tega, da Ja. nastopaš v raznih vlogah, Ja. kot mama manjka, kaj v bistvu počneš ti danes? Si kreativni direktor pri projektu Radiovizija. Kaj pravzaprav to pomeni? Končno se sliši, ne? Končno zelo. Ja. Zelo končno se to sliši. Ja. Zelo. Zdaj pa ti povej, kako. Ja, zdaj tako, kot slovenist nikoli nisem prav direktno počel ničesar v zvezi s slovenskim jezikom, razen to, da izhajam iz tega znanja in jezik zelo spoštujem in sem grammar naci. V tem sva si medva kar podobna, ne, torej jezikovni policist. Purist, ja. Pa Bernard Stramič, jaz sem še hujši od naju, on je še hujši od naju. V glavnem, tudi Novomeščan oziroma Stražan. Iz Izga gnezda. Ja, iz Izga gnezda, Dulna straža. Sem dejansko vedno vpet bil v film in v televizijo in pa seveda tudi
v radio, ne, na Dolenjskem Studio D sem začel. Studio D je 89, vaš kanal 90, no zdaj smo prišla do tja. Pa se nama ni bilo treba skregati. Ne. Takrat sem že pač kot osnovnošolc, jaz srednješolc delal na Studio D, so mi dali priložnost, gospod Uroš Dular, je bil takrat direktor. No in hočem reči, da je moje delo opazil tudi Leo Oblak, lastnik Infonet Media. On je mene opazil, ko sem delal pa eno drugo oddajo, Navigator za kanal A, to je bila navtična oddaja, staja že tako hiso. In on je seveda poznal tudi Atlantis, jaz sem delal v 90-ih, sem naredil cirka 700-800 videospotov kot režiser. Moje delo je poznal in je me poklical k sodelovanju leta 2006 in je rekel, jaz delam pa en nov koncept, ki bi ga rad razvil, to je radiovizija, radio, ki ga lahko tudi gledamo. Ne? Jaz nisem imel blage veze, o čem on govori, ampak sem takrat rekel, nič, grem pa novim izzivom naproti in leta 2007 sem potem resnično prešaltal na Infonet Media, kjer sem se zaposlil na Radiu 1 konkretno, ampak ker je ta projekt tako zelo zahteven bil, sem enostavno čakal in čakal, se vmes izobraževal, ampak enostavno delal druge stvari. Tako da sem bil kreativni producent jutranjega šova na Radiu 1, bil sem copywriter, torej pisec besedil, oglasov in tako naprej. Skratka, vpet v to delo v ozadju na Infonetu oziroma na Radiu 1. No, potem se je pa ta radiovizija med korono začela dogajati. Ne? Studio se je zgradil v Vevčah in postavila se je prva radiovizija v tej obliki na svetu. Pa to ne je Radio 1? Ne Radio 1, ampak Veseljak. Zdaj pa tako, da bodo ljudje razumeli, zakaj sem rekel na svetu in zakaj je to unikum. Radiovizije v neki drugi obliki svet že pozna, recimo Belgijci, Italijani, oni imajo to zelo radi, ampak to pomeni to, kar počne tudi Radio Krka recimo, ali pa Radio 1, ima studio, v katerem so nameščene kamere in snema to dogajanje. No to, kar smo pa mi naredili, je pa en korak naprej. Mi smo postavili pa sofisticiran, trenutno najbolj sodoben televizijski studio v državi, v katerega smo namestili seveda kamere in iz katerega oddajamo radijski program. To pa je seveda zahtevalo ogromno inovacij, ogromno ovir zapletov. Zdaj, kaj boš naredil, če bo prišla glasbena skupina in bo rekla, tukaj imate ključek s mojim wavom, se pravi z glasbenim posnetkom, dajte to zavrteti. Ja, mi tega več ne moramo zavrteti, ker potem, kaj bi kazal, logotip, ki bi se obračal, ne? Se pravi, pogoj je, da mora imeti zdaj nekdo videospot, ne? Ampak to zdaj že vejo glasbeniki. Kaj pa zavseniki, pa Slaki, pa Miheliči, pa Flereti, pa razno raznimi, ki nimajo videospota, ne? No in potem smo seveda reševali na razne načine, s tako imenovanimi lyrics videi, to je tisti, ki imajo tekste, z stokom, se pravi z materialom iz nekih plačljivih strani in tako naprej, da smo vizualizirali to glasbo. Voditelji so morali seveda na drugačen način se začeti obnašati. Tudi voditelj danes ne mora na Veseljaku več reči, koliko imaš lepo majčko, Igor, ne? Ja, to televizijski voditelj ve, ker vidi, televizijski gledalec ve, ker vidi, kakšna je ta lepa majčka. Ko se pa ti v avtu voziš na radiju, pa manjka informacija, ne? Zato danes morajo voditelji, ki so šli čez strogo šolanje, mora reči, joj, Igor, kakšno lepo majčko brez rokavov, vojaško zelene barve, na kateri piše Pankrti, imaš pa ti danes oblečeno, ne? Se pravi, vse bolj opisujemo, ne? Tudi recimo novice morajo biti vizualizirane, tudi recimo humoristični vložki morajo biti vizualizirani, tudi reklame morajo biti vizualizirane, ne? Se pravi, velik zalogaj, predvsem smo pa ta projekt zelo optimizirali, kar pomeni, da na neki RTV Slovenija ali pa kjerkoli je pri oddaji Dobro jutro Slovenija ali pa pred dnevniku tam v režiji 10-15 ljudi, pri nas sta samo 2, ker so kamere avtomatizirane, luči so avtomatizirane, kamere, vseh 15 kamer je postavljenih, imajo svojo funkcijo, ne. Voditelji sami imajo mešalno mizo, Kunet je ta program, s katerim sami regulirajo in ustvarjajo zvok, se pravi, zvokom režija nima nič, ne.
Gor sta samo realizator, se pravi, včasih smo temu rekli mešalec slike, in pa grafik, ki seveda vse predpripravi vnaprej s pomočjo producenta, ki pa pri nas pomeni producent, je enako podaljšana roka urednika, je enako režiser. Ne. Kdo je zate veseljak? Zame je veseljak vsak, ki dobro misli. Kad si rekel, da je vsak, ki posluša radio veseljak. Dobro, to sem rekel v nekem momentu vzgibu, ampak veseljak je vsak, ki v srcu dobro misli. Tako, ja. Ki ni pokvarjen, ki ni indoktriniran tako ali drugače, ki razmišlja svojo glavo in ne pobira floskul od drugih. Skratka, da je tak, kot si ti. Recimo, hvala lepa, to je velik kompliment. Hvala. Takole, s tem zaključujemo današnji podcast. Glejte nas na podcastu Dolenjskega lista, en kup zanimivih gostov imamo, imeli smo jih že, imeli jih bomo še. Hvala, Saša. Hvala lepa za povabilo.